Najprej vsi skupaj prav lepo pozdravljeni. Minilo je eno leto od zadnjih parlamentarnih volitev. V Novi Sloveniji ocenjujemo, da razmere v Sloveniji nikakor niso enostavne, lahke in včasih pravimo, da poleg tega, da so Slovenijo zadele številne naravne katastrofe, imamo tudi katastrofalno vlado trenutno. Kajti razmere tako v gospodarstvu, na socialnem področju so se v zadnjem letu bistveno poslabšale. Seveda delno je k temu pripomogla tudi gospodarska kriza, kar je neizpodbitno, vendar ocenjujemo, da pa ukrepe, ki jih pa sprejema sedanja vlada, ukrepi niso dovolj učinkoviti oziroma pogosto se lotevamo krize prav z napačne strani. V Novi Sloveniji menimo, da mora vsaka vlada v času krize najprej krepiti gospodarstvo in potem niso potrebni socialni transferi. Zato menimo, da bi morali sprejeti omejitev za minimalno plačo v višini najmanj 600 evrov, zato da bodo lahko delavci dostojno živeli in ne bodo potrebni socialni transferi. Seveda razumemo, da vsa podjetja niso v ugodnem finančnem položaju, dejstvo pa je, da tudi tista v najboljših časih niso zagotavljale takšnih dohodkov delavcem, kar se trenutno je pokazalo tudi v Gorenju, in da so prevelike razlike med plačami najbolje plačanimi delovnimi mesti in pa med plačami delavcev. Naj spomnimo tudi na zakon o participaciji delavcev na dobičku, ki je bil sprejet v prejšnji vladi. Žal se ta zakon premalo ali pa skorajda ne uporablja. Tako beležimo v zadnjem letu 30 tisoč več brezposelnih, skupno jih imamo že 89 tisoč, kar je gotovo zelo zaskrbljujoče. In sedaj stavkajo delavci, bojim pa se, da bodo kmalu začeli stavkati tudi kmetje. Že do sedaj je slovenski kmet pogosto blažil socialno stisko, vendar sedaj pa prihaja do takih razmer, da bo to postalo čedalje tudi za kmete nemogoče. Pogrešamo strukturne reforme, ki jih je vlada napovedala na začetku, kajti strukturne reforme morajo biti takšne, ki ne blažijo samo trenutnih stisk, ampak ki prinašajo dolgoročne pozitivne učinke. In zagotovo ni prva dolžnost vlade poiskati možnosti za čim večje in čim več obdavčitev, čemur smo priča v zadnjem času, ampak dejansko iskati možnosti za krepitev gospodarstva, tudi lahko v tej smeri znižanje davkov na plače, potem pa bodo lahko delodajalci tudi zvišali neto plače delavcem. Tako da to je ena taka konkretna rešitev, ki jo v Novi Sloveniji pogrešamo. Potem menimo, da je potrebno tudi sprejeti zakon o enotnem socialnem transferju. To pa zaradi tega, ker nekateri prejemajo socialne transfere iz različnih naslovov in ni preglednosti, kdo, koliko in zakaj prejema. Tako da to pogrešamo, to manjka. Kar se tiče problematike Mure in Gorenja, pogrešamo strategijo razvoja Prekmurja oziroma Pomurja, ki jo je Pahor že pred enim letom napovedal. Sedaj ugotavljamo, da te strategije ni, kajti tudi strategijo razvoja bi lahko reševali problematiko, ki se je sedaj odprla v povezavi z Muro. Vemo, da Mura kot ogromno podjetje, ki je nastalo v času socializma in je pravzaprav sprejelo vso delovno silo, ki je bila na razpolago tam v Prekmurju, v takšni obliki ne more delati več naprej. In zato je treba
ohranjati to zdravo jedro, hkrati pa iskati nove zaposlitvene možnosti za višek delovne sile. In prav tudi poslala sem eno pismo predsedniku vlade Pahorju, kjer Nova Slovenija predlaga, da smo pripravljeni sprejeti tudi določeno nalogo, oblikovati delovno skupino, ki bi izpeljala določene strateške poteze, določene projekte v Pomurju in bi na ta način pomagali tudi k prestrukturiranju podjetij v Prekmurju. Tako menimo, da se je vlada problematike Mure lotila premalo resno, premalo odločno. Če samo spomnim, premier Pahor je obljubil že maja, da bo obiskal Muro, kot vemo, je to storil včeraj. In če ne bi delavci tega zahtevali, vprašanje, če bi se to tudi zgodilo. In prejšnja vlada, oprostite, ker jo nenehno primerjam, ampak naj dam samo primer, prejšnja vlada je dejansko obiskala vse regije, spoznavala probleme na terenu in iskala zanje rešitve in ob naslednjem obisku polagala račune. Tega žal sedaj manjka. In zato tudi v Novi Sloveniji ocenjujemo, da se ta vlada včasih preveč spušča na področja, ki izzovejo dodatni kulturni boj ali pa ideološka vprašanja, morda tudi zato, da s tem prikriva bistvo to, da ni sposobna reševati aktualnih, težkih gospodarskih problemov. Naj samo spomnim, da je ta vlada premalo dialoška, premalo se trudi, da bi na podlagi dialoga tako z opozicijo kot tudi zainteresirano javnostjo prišla do nekih pozitivnih rešitev. Čas krize je zagotovo zelo težek čas in prav v času krize je treba iskati nek širši družbeni konsens, če hočemo priti do takšnega rezultata, s katerim ki ga bo potem večina lahko sprejela. Naj spomnim trenutno družinski zakonik. V Novi Sloveniji menimo, da ni potrebno, da tukaj znova redefiniramo definicijo torej družine, ker to je tisočletna tradicija v Sloveniji in ni potrebno, da prav v tem času zgubljamo moči in energije z vprašanji, ki pa niso tako bistveno pomembna v tem času, kajti ta problematika je že dokaj ustrezno rešena v prejšnjem zakoniku. Prav tako nepotrebno je vlada izvala hudo kri tudi pri imenovanju direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za verske skupnosti, celo na podlagi, bom rekla, manipuliranja, kajti sedaj se je odkrilo, da finančni nadzor v tem uradu še sploh ni bil opravljen, medtem ko se je premier Pahor skliceval na slabo finančno poročilo prejšnjega direktorja urada, dr. Draga Čeparja. Torej, to so nepotrebni izzivi te vlade, s katerimi javnost nekako sprovocira ali pa izzove val nepotrebnih kritik ali pa ogorčenja ali pa nesporazumov. Tako tudi tej vladi je že na začetku bil ponujeno neko partnersko sodelovanje, vendar ga je odklonila. Zato je vlada prevzela, seveda tudi zato je bila izvoljena, največjo odgovornost za gospodarsko stanje v državi in za splošno stanje v državi. In menimo, če ni sposobna najti nekih pozitivnih rešitev, ki bi ta trend Sloveniji vsaj obrnili navzgor, potem menimo, da so najboljše rešitev predčasne volitve. Seveda pozivamo vlado naj razmisli o svojih korakih in pa tudi ali je sposobna Slovenijo popeljati znova navzgor. Kajti v mnogih evropskih državah ugotavljajo, da se je trend gospodarske krize že obrnil navzgor, da so prešli najhujše dno in da se razmere izboljšujejo. V Sloveniji pa ugotavljamo, da so pravzaprav razmere vsak dan slabše. In tudi ni prav, da bi to krizo reševali na plečih upokojencev.
kajti vemo, da pokojnine so že tako nizke in je vprašanje, če lahko pokojnine ali pa zamrznitev pokojnin dejansko reši trenutno problematično stanje.